Klemenom Kocenom pa nadaljujeva najin pogovor. Klemen, začel si z rokometom in kako je prišlo do tega, da zdaj pač v bistvu opravljaš te ogromne razdalje na triatlonu? Pa nekako, bom rekel, sem se rokometa naveličal, malo je tudi prišlo neka poškodba vmes, nekaj časa nisem vedel, kaj bi, kako, ampak enostavno ti manjka neko gibanje. In enostavno me je, bom rekel, trenutno šef prepričal oziroma dal idejo, če bi naredili neko razdaljo s kolesom, recimo Ljubljana-Pak, pa sem rekel, a ni to malo preveč, a ne? To je odgovor na to vprašanje. Ampak po tej razdalji, ki sem jo naredil, sem videl, da je v bistvu to ena luštna zadeva. Voziš, opazuješ naravo, vse se mi zdi neki izlet doživiš bolj, kako bi rekel, bolj ga doživiš načeloma cel izlet. Čez cel Švic, bolečine v... Ne, načeloma ne bi rekel tako. Čeprav po tej prvi furi, ja, je bilo kar tako, bom rekel. Ampak enostavno pot me je gnal naprej, sem rekel, dej bi probal, a ne. In to je bila najprej to kolesarska pot? Tako, prva kolesarska pot je bilo čist 250 km v kosu, a ne. Pač so bile vmes postanki, nekaj moraš pojesti. Ja, normalno. Kako se je pa pol nadaljeval, si tam verjetno nisi sam začel, nisi samo dodal še teka pa plavanja zraven? Ne, dejansko potle nekaj časa sem kakšno dobro leto, dve recimo, sem kolesaril, udeleževal se teh raznih kolesarskih maratonov, kot so recimo Franja. Tam potle je videl tudi, ko bi rekel, nek rezultat dober naredil, se je dosti dober tudi recimo kot amater v vrstu na Franja, ker vemo, da je to pač kot neka kraljica maratonov v Sloveniji. In nekako me enkrat po prijatelju prepričal oziroma rekel, kaj pa, če bi probala še plavati, ne. In sva šla pač na en trening, itak priješ v kopalke, že kot prvo moraš napačne kopalke, ko priješ kaj, ne. In kako pa začneš, ne. Trener pravi, da prvo, če sem skregan z vodo, da to ne bo nekaj peljala, ne. Če si skregan z vodo, si se utapljal? Ne, dejansko sem nekako tepel tam po vodi, ne. Aha. Ja, in... To je koliko strog trener je bil to? Ja, dejansko, ampak mi je na nek v šali to povedal, da v bistvu saj znaš plavati, sem... Tehnika je za nič. Tehnika je za nič, ne. In ja, nekako se to po te plavalne tekme, gor, dol, in čisto po naključju se je kolega poškodoval, pa mi je rekel, če bi šel namesto njega en triatlon probati. Sem rekel, ajde, dobro, saj neki laufal sem že vmes, nisem pa zdaj tu neke specifike delal, plavanje, kolo, tekne. Pač vsacga sem pomalen, zato ker pač mi je tako, nisem se hotel sem držati kolesa, ker dosti telo skozi enakomerno dela. In sem rekel, bi pač naredil rad nekaj za cel telo. In kar se tega tiče, triatlon je ena izmed takih stvari, ne. Zajema pač vse, ne. In ja, sem šel na prvo tekmo, tam me je navdušil, naredil sem dober rezultat. Pa to probal sem stopnjevati nekako peljati naprej, organiziraš si tam eno tekmo, gor, dol, spoznavaš krog ljudi, ki se ukvarja s tem, ti predlaga določene stvari, jih probaš na sebi, vidiš, da ti odgovarjajo, ali ti ne odgovarjajo. In nekako pač je to potlej vse peljalo do tega, da sem se lansko leto odločil, da bom naredil, se pravi, si poklonil zdravi sem dan Ironman tekmo. In to je bil, to je svetovno prvenstvo? V bistvu prvo moraš dati čez kvalifikacije, da se kvalificiraš na eni tekmi in potem iz te tekme, če narediš dober rezultat, če si dosti dober v recimo določenemu procentu ljudi, ki so v tvojemu, bom rekel, jaz tekmujem kot age group, a ne. V določeni starostni skupini. Tako, v določeni starostni skupini. Moraš se uvrstiti v določeno mesto, procent ljudi in če si ti v tem procentu, si na koncu tekme povabljen, se hočeš udeležiti svetovnega prvenstva na Havajih in mislim, da so to sanje vsakega, ki se ukvarja s tem zadevami. Se pravi, v bistvu moraš preteči najprej eno Ironman razdaljo. Tako, dejansko moraš nekako dokazati, da spadaš med tiste ljudi, ki so tam potle. Na katerih tekmovanjih si pa še bil, poleg, se pravi, tega definitivno navdušujočega svetovnega prvenstva na Havajih, bil si tudi na maratonu Franja. Kaj pa bilo vmes? Koliko recimo maratonov, triatlonov, duatlonov? Ja, tudi probal sem recimo razne te krajše distance, da sem videl, kako te prehodi potekajo med plavanjem, kolesom in tekom, da malo vidi, da telo občuti, kako potle, ampak moraš vedeti, da potem so tudi distance tam krajše, ja, ampak vseeno, da vidiš, a bo zdržal telo ali ne bo zdržal, nekako probavaš, zato je boljš probati na manjši razdalji, kot takoj na ta veliko, ne. Logično. Ja, potem so tukaj razni maratoni, kot je Ljubljanski, ali pa razni trail runi, kot se po Hrvaška dosta organizira, tudi Slovenija je zadnje čase ful popularna v temu, to so se pravi te teki po gozdovih oziroma drn in strn. In pač vidiš, kako je, tudi zaradi treninga mi recimo dosti boljši laufati v naravo, ko pa recimo na atletski stadion, ker
težko mi je tam v krogu laufa, čeprav pomaga, ampak raj grem v naravo. No. Ja, tudi bolj zanimiv, razgiban konec koncev. Zdaj, nekako si predstavljam, da je, ko začneš trenirati za Ironman oziroma za kakršenkoli triatlon, je stil življenja se ti spremeni. Zdaj, ti si amaterski atlet, v bistvu imaš še vedno službo zraven, ampak še vseeno je pa veliko enega odrekanja. Kako recimo zdaj potekajo tvoji treningi, kako je recimo drugače kot pa takrat, ko si treniral recimo še rokomet? Ja, predvsem je dosti samodiscipline, ker ne da bi se zdaj jaz nekaterim stvarim odrekel, dejansko je to prišel nek moj način življenja. Vsem se spravim, nisi ti genetik, da ostaneš ob 5 zjutraj. Ti si moraš naštimati budilko in to nekaj cajt ustraja, da te pride to, da v bistvu ob 5 zjutraj ti sploh ni problemov. Predvsem ne pritiskati tega dremeža, da samo ob 5 ustaneš. Ti, ura 5 ustaneš, da lahko pred službo določene stvari narediš, ker nikoli ne veš, kakšen, kako bi rekel, trenutno ta stres, ki ga vsi tu podoživljamo, kako bo to vplival na te, da boš lahko popoldne funkcioniral. Zame bi bil stres že to, da bi ob 5 zjutraj mogel ostati. Za večino ljudi je to kar, ja. Ok, pa trening, kaj, najprej plavanje, pa tečeš v službo? Ponovadi zjutraj imam ali plavanje oziroma fitness pred službo, potem pa grem v službo. Po službi imam pa tudi različno, ali kolo ali pa tek, pač prilagajam, čisto odvisen po potrebi oziroma koliko dejansko, kako bi rekel, se mi da, ker se mi zdi, da nima smisla pretiravati na nečem, ki vidiš, da ne gre čez telo oziroma je telo utrujeno. Po tem vsemu je pa tudi recimo čas za regeneracijo, se pravi razni stretchingi, fizioterapije. Počivanje, samo spanje, ležanje, hranjenje, veliko hranjenje. Spanci je tudi dosti pomemben del regeneracije. In pa pač tukaj tudi hrana. Zdaj nam rekel, da zdaj pazem, kaj jem vse. Nisem zdaj, kako bi rekel, podvržen nekim dietam, pa to, ker se mi zdi čist nesmisel, ker še zmeraj mislim, da telo mora dobiti vsega pomaloma. Ampak klemo pač vsak svojo predstavo, vsak organizem je drugačen in jaz pravim, vsak to podoživlja čisto po svoje. Zdaj, v bistvu, če jaz te prav razumem, celoten tvoj pogled je tako, da uživaš v tem. Ti zelo rad to delaš, tudi zdaj, kar se odrekanja tiče, nekaj ga je, ampak načeloma pač niti to tak problem. Sploh ne. Pa tudi všeč mi je to, da ljudje, ki so okoli mene oziroma da me podpirajo. Če bi imel jaz ljudi, ki bi govorili, da je to čisti nesmisel, bi rekel, lej, ti zase veš, ampak je dosti velika večina ljudi tistih, ki pravijo, lej, kapo dol, res, mislim, mora se organizirati, da vse to narediš. Jaz pravim, da vedno je čas, da si vzameš stvari oziroma čas za prijatelje, za družino, za vse stvari, vedno se najde. Jaz ne moram reči, da zdaj zato, ker pa se ukvarjam iz Ironmana oziroma treniram, da pa za tega ne bi imel časa za druge stvari. Kar mi večino časa dosti ljudi učita, ampak bom jaz rekel, da to ne drži. To so hejteri. Hejteri ste. Tako je. Pusti ga, da trenira, da se bo družil. Kaj pa ta tekmovanja? Zdaj omenila sva že, se pravi, to svetovno prvenstvo, a imamo v Sloveniji kakšen Ironman challenge, bi rad rekel, ampak ne. Ja, v bistvu je tudi prihaja challenge zadeva, to je se pravi konkurenčna znamka Ironmanu. In je zdaj v Sloveniji, da drugo letos potekal tekmo pod okriljem Ironmana, se pravi, ampak v krajši različici. Ni Ironman, ampak half Ironman, se pravi polovična distanca. Se pravi, te distance, ki sem jih prej naštel, vse na polovico. Obstaja bolj ekstremna varianta Ironmana? Obstaja krat 10 vse. Krat 10. To je nek ultra ekstrem, ki pa jaz pravim, da to pa naokoli nikoli. Sam to pa verjetno ni treba zdaj naenkrat vse to opraviti, ampak je ena razdalja, recimo pol leta, ki moraš to praviti. Ne, ni pol leta. To je pač, zdaj začneš, vse narediš v kosu, krat 10 in ko narediš, končaš. To je to. Samo vmes spiš, ne? Če rabiš spanc, greš spanc. Seveda, da rabiš spanc, če delaš vse te razdalje. Ja, dosta ljudi je, ki to lahko delajo brez spanca. Jaz bi rad spoznal te ljudi. Kako pa je s hrano med tem? Vem, da zdaj sam poudarjam to hrano, ampak tako, pač, ker ti laufaš okrog 10 ur ali pa 18 ur, pač, a imaš kakšne sendviče pri sebi, ti ljudje mečejo paradajze, pa hvala. V bistvu ne smeš imeti nobenega suporta med tekmo. Kar ti da tekma, kar ti dajo okrepčevalne postaje, z tega se lahko poslužuješ. Vse ostalo je pa, kar prineseš zjutraj na tekmo. Se pravi, kar si naštimaš pred tekmo, pred temu bike checkom pa running checkom. Pa imaš lahko na ti lahko na kolesu imaš razne te določene bidone, se temu reče, da si naštimaš tekočino. Po kolesu si lahko potem imaš razne predalčke na kolesih, to so pač neka taka kolesa, ki so prilagojena triatlonu, oziroma da ti moraš dejansko na kolesu počivati.
Se uležeš na roke in da delajo noge, da potem lahko čim bolj spočit priješ naprej. A so to, mislim, ker kolesa, ki ti pomagajo, so tudi električna kolesa, sam verjetno. Ne smeš tega imeti. Ne smeš tega. Čist nič mi ne bi pustil. Tako da, Okay. Kako pa je recimo z neko demografsko, ne vem, če bi rekel, če je to da pravi izraz, ampak tako z minimalno pa maksimalno starostjo udeležencev na teh tekmovanjih? Recimo, kdo so bili najmlajši, ki si jih ti videl, ali pa najstarejši? Najmlajši so tam od 18 let naprej. Čeprav jaz pravim, da to je zelo prehitro, ker ta leta so, prehitro se skuraš, bom rekel, v narekovajih, nekem žargonu. Jaz mislim, da je to okrog od 28 leta naprej, da je pa nekako, vsaj iz mojega vidika, z mojega mišljenja, priporočljiv, da se začne ukvarjati s tem zadevam. Takrat enkrat, ko že tako si mal ja, ker nekako tvoj telo, ampak moraš imeti pa že neko količino nekih zadev za sabo. Da športaš, da si tako, da neki si, pa rečeš, bi rad sprobal še to. Ampak najmočnejši, kako bi rekel, tekmovalci so pa med 30 in 45 let. Oziroma tam tudi kakšen se najde do 50 let. Ampak to so pa res ljudje, ki imajo tako genetsko zasnovo, da zelo malo lahko naredi, pa ima zelo vrhunski rezultat. Še vedno ful je pomembno tudi to, kakšen si ti v glavi. Tako, vse kle je pa, kako bi rekel, vsa point te zadeve je pa to, da ti dejansko štartaš kle noter, ne pa z neko količino treningov, ker tam nekako, jaz mislim, da čim ti štartaš brez glave, ne boš nekega rezultata naredil. Boš naredil sicer tekmo, boš naredil, ne. Samo zdaj, meni ni, da bi na tekmi hodil. Ja, mislim tudi, predvsem brez glave bi zelo težko laufal, ker definitivno. Sem padel. Jaz sem videl, da je najstarejši tekmovalec Japonec Hiromu Inada, ki je bil star 85 let in 11 mesecev in je najstarejši tekmovalec na Ironmanu vseh časov. A na Ironmanu tekmuje veliko enih upokojencev? Mislim, jaz nam rekel, mene zanima, čemu se hoče te ljudje dokazati. Malo staro je to, ampak vseeno. Jaz sem lanskega tega gospoda spoznal na Havajih, ker je bilo čisto po naključju, ker je zraven mene en starejši gospod stal in mu slučajno ena stvar padla dol. Sem mislil, da je ležal starejši gospod na tleh. In sem mu pomagal, pa na koncu bo gotovo, da je v bistvu to najstarejši tekmovalec, ki se bo udeležil tekme. In je naredil v dobrih 16 urah, mislim da. 16 ur je naredil vse skupaj. Ni čujem, da upokojenci nimajo nič časa, če 16 ur sam te. Sam to dela, ne. Ampak ja, je dosti ljudi, ki se tudi ukvarja, starejših, predvsem bom rekel tam od 50-60 naprej, ki so začeli s tem stvarimi ukvarjati. To je res ekstremno. Obstaja drugače tudi Iron Kids tekmovanje, to je pa verjetno pač otroci Ironman ljudi. Tu v bistvu neke vrste otroci Ironman ljudi, ki pridejo na tekmo in to v sklopu tekme, se pravi, organizator organizira tekmo za otroke, ampak to ni, se pravi, plavanje, kolo, tek, ni triatlon, ampak je samo tek, recimo na 1 miljo, oziroma dolžje, ker to so udeležijo od otrok, ki znajo hoditi, pa do 18 leta, recimo. Ja, verjetno je hoja je predpogoj, da greš teč. Tako. Še eno vprašanje imam zate. In sicer na tekmovanju na Havajih je bila ženska z najboljšim rezultatom Daniela Rajf, upam, da to pravilno izgovarjam, iz Švice. Njen čas je bil 8 ur pa 26 minut pa 18 sekund. In ona je imela boljši čas od kar precej moških, ampak tekmovanje se pa še vedno imenuje Ironman. Zakaj ni Iron Woman? Ker v bistvu ta ženska je dejansko Ironman. To je, jaz takim ljudem sem poklonjen, ker to je pa dejansko mašina v tem športu. In Ironman se imenuje predvsem zato, ker to je neka znamka, zdaj že toliko uveljavljena, lansko leto je bilo 40-letnica prve tekme. In pač tudi ženska tekmuje pod tem okriljem in kakšne so res neverjetne. Ok, Klemen, najlepša ti hvala, da si bil moj gost. Bilo je super. Zdaj za vas ne vem, ampak jaz sem se naučil marsikaj. Recimo, nič ni narobe, če jaz ne plavam, kolesarim in tečem, ker obstajajo ljudje, kot je Klemen, ki vse te razdalje premagajo namesto mene.